najbolj izmučeni in utrujeni, ampak evo, nekaj smo napisali. Pozdravljam in torej bi rad povedal malo, to že nekaj časa čutim, da bi rad predstavil malo to zadevo, to ozadja. Evo, ogenj se že dviga. Tako da, ja, o ognju, o vodi, o tem, kako je pravzaprav nastalo, kako sem videl, kako je nastalo vesolje. Namreč, iz katerega pol na tej bazi te kozmologije nastala potem ta povezava z vrtom in človekovo mesto v vrtu. Tlej je malo popres. In tako, in pol bomo pa lahko pogledamo še na osebni ravni oziroma individualni ravni, kako je to potekalo, to je od Luciferjevega sestopa, je potem Kristusovega, kot Kristusovega ostojenja nazaj k Bogu, ne. Torej, najprej je bilo nič, recimo, ne, in to nič se kar naenkrat zaveda, da lahko vse, oziroma pač karkoli, in se zasmeje in nastane ven te zvezde, različnih vibracij, energij, frekvenc, barv, velikosti, ampak potem v enem momentu se ena zvezdi, recimo, ne, ona zahrepeni potem, da bi se videlo posledice njenih izbir v ogledalu, da lahko vidi obličje svoje in se spusti torej zvezda dol v človeka. Iz človeka potem človek, vse njegove junaštva in norosti se manifestira v obliki živali. In živali potem, ko romajo po zemlji, ko hodijo, so kot ena bariera človeku, ena psihološki zid človeškemu bitju, humanoidu, ki opremljene z raznoraznimi sposobnostmi, vidijo, da pravzaprav ni potrebno niti potovati naokoli, hoditi, ampak samo rasti, ne, in zavest se premakne, torej se še bolj prizemlji in se spusti v rastlino, ki samo raste in meditira in se dviga. In potem pa rastlina v bistvu vidi, tukaj sem malo par stopenj kraljestvu sem preskočil v ekosistemu, malo to je bolj tako zaradi zgodbe. In rastlina niti v naravi vidi, ni potrebe, da raste, ampak samo da je. In rastlina se zavest premakne v kristal, v mineral, v kamen in samo eksistira in samo kristalizira v vedno globlje strukturiranosti in nabitosti in frekvence in tako naprej. Torej, to je bila vidik kreacije, evolucija na drugo stran. Poleg kar časa ni, je kot dvojna spirala in potem na tem bazira pol nadaljne te uvidi in pogledi. Zdaj pa bi šel rad do Luciferja, torej tega slavnega Luciferja. Zgodbo si lahko preberete podrobneje na internetu. Sicer vidim, da se je nekaj bila moderirala v tem času, spreminjala, ampak recimo nekako takole. Oziroma, najprej na najvišji ravni, torej Lucifer je angel, najlepši, najmočnejši, najsvetlejši, ki v enem momentu torej zasolira. Ker, bom pa povedal, kaj se zgodi in zakaj se zgodi. Na tej neki bolj človeški ravni, oziroma humanoidni, pa Lucifer, torej sta dva sina. Mihael pa Lucifer. Mihael je sin, ki ostane doma pri hiši očeta. Lucifer pa se odloči, da bi rad nesel dediščino očeta, kamer je ni, kje pa ni očetove dediščine. In ko potem ga da Bog še enkrat na razpotje, a boš bral svojo voljo ali mojo. In Lucifer se pač reče, ja, svojo, če ne, pač nisem jaz, ali kaj. In gre na rob nebes, še enkrat poljubi svojo dušo dvojčico, plamen dvojček, baje Gabriel nadangel, in se vrže dol z nebes, iz enosti in pada. In
kmalu Gabriel vidi v njegovih očeh, da se ni zavedal, kaj je izbral, kaj se je odločil. Ne. Njegovo srce namreč vedno bolj okamenjuje in izgublja zavest o tem, kdo on pravzaprav je. Bog nastavi zemljopoden, da lahko pade dol na zemljo, in ko hodi po zemlji iz njegove boreče hrbtenice in kril nastane pač prvi zmaj, ognjeni zmaj in pol še vodni in zračni in zemeljski, ki vse skupaj materializira. Tretjina angelov, vedoželjnih in pogumnih, vsi, ki smo bili na zemlji, mu sledimo. Ampak, ker torej on vidi, kako smo podvrženi njegovi misli, mora to vse skupaj dolgočasno in gre notri v eno črno goro s svojimi 4 zmaji sanjati svet. Neke pogumne duše grejo čez močvirja, zadušljiva močvirja in nabijati po tej gori. Lucifer, zbudi se! In Lucifer, za njegovo srce je to samo ene melodije, ki končno nekaj čuti. Ampak v enem momentu se Lucifer res zbudi, ker se naveliča tega sanjanja in gre v svet. In torej preko Pana, torej Boga narave, panteizem pa tako naprej, iz jezdeca kače ali uma, ima Panovo piščal in evolira, torej se zraste v jezdeca duha ali zmaja recimo in postane Šiva. In Šiva, potem imamo 8. utelešenje Višnuja v hinduizmu, ko spet pride Krišna na flavti in stvarstvo se včasih upne na avatarjev hrbet, da celo stvarstvo za sabo ponese. In Krišna vidi, pravzaprav on upravlja tudi dež, ki je bil sicer v domeni Šive. In takrat zaključi Krišna, da je pač tudi Šiva pod njim. V glavnem, tukaj Lucifer bije z egotom, ta boj zgodovinski. In v glavnem, torej iz jezdeca zmaja, torej postane preko Krišne recimo jezdec golobice ali srca in postane Maitreja. Zdaj pa najslabša Luciferjeva inkarnacija, kamor je dobil lekcijo, kamor je Jezus prevzel prestol. Torej Juda. Namreč Juda kot Juda je Lucifer se prizadeval, da bi zbudil svet že enkrat. Ampak je že obupal, videl človeštva tu ni mogoče ga zbuditi. In vidi Jezus, vidi tam eden pa razume tam. In se mu torej kot učenec pridruži. Ampak Lucifer uči, ljubi sebe in boš našel Boga. Jezus pa uči, ljubi Boga in boš našel sebe. Zelo podobno, malo različno. Torej, če malo damo v znanstveni jezik, torej, ljubi individuum in najdeš kolektiv, ali ljubi kolektiv in najdeš individuum. Kolektivni jaz, individualni jaz, Bog pa sebstvo. In torej, že zgodaj sem videl, da sta imela domeno Juda in Jezus na neki ravni, da bosta odigrala, kar sta odigrala. Torej, Jezus vidi, da tega človeštva ni zdaj moč predramiti nekaj, tako zbuditi, nekaj ga sicer nekaj razumejo, ampak noben ne zašteka, kakšna dinamika je tu, kaj je spoznano, kakšna moč je v igri in ljubezen. In torej ga v bistvu Juda katapultira v sistem, in Jezus postane torej kemikaz, oziroma Jezus postane trojanec. Notri pride v sistem, da znotraj sistema ruši rimski imperij, ki vemo, da je preko Kartagine prišel do žrtvovanja otrok
pitja adrenokroma in tako naprej. In torej, ker Jezus postane kamikaza, Juda naredi samomor. Namreč ni toliko uvida ni imel, da bi razumel, da pravzaprav Jezus postane Feniks. Torej, mrtvo telo dvigne, dvojno vstajenje doseže. Najprej mrtvo telo dvigne v življenje in potem iz življenja v vstajenje, v nebesa. In s tem torej Jezus pokaže, kateri nauk, katera pot je pravilna in postane prestolonaslednik. Čeprav učenec od Maitreje. Torej, Jezus prinaša ogenj. Reče, jaz prinašam ogenj. Ne mir, ampak ogenj. Meč in ogenj. Meč je pravilno razločevanje. Vive, kaj reče v jogi, ali Excalibur v srcu od Mihaela. In ogenj transformira stvari. Zdaj, Maitreja prinaša vodo. Voda pa raztaplja, glavno topilo, potaplja, utaplja ego, identifikacijo. In zdaj smo torej v tem procesu, ko se je ogenj in voda so se zavrtinčila, torej yin yang ni več ležeč, ampak se je postal pokončen. Smo v buditvi. Tako, no, zdaj pa gremo ven z teh pravljic malo. Torej, kako se doseže torej to mojstrstvo. Ok, gremo najprej 3 prakse. Torej, učenci modrosti. Učenci modrosti so vedno obstajale 3 prakse glavne. Prva je študij, kar pomeni, oziroma je služenje, pa meditacija. Študij je pridobivanje znanja z višjih nivojev, služenje je odnos do procesa. In meditacija je stanje, v katerem se proces odvija. Pa imamo pa 3 pozornosti. Prva pozornost je pozornost na energiji ali recimo pri človeku, torej na telesu. Da čutiš, kaj se v tvojem telesu dogaja. Kakšno stanje je tvoja energija. Druga pozornost jo za začetek raje izpuščajo mojstri, ker tukaj mora biti veliko zaupanja. Tretja pozornost je pozornost na svojem višjem jazu, torej po možnosti v pravo smer, se osredotočiš na svoj višji jaz. Torej, druga pozornost je pozornost na odnosih, med ljudmi, pozornost med človeškimi odnosi, in na te pozornosti se potem razvija modrost. Ampak tukaj je kar, mora biti kar zaupanje od mojstra za te zadeve. Trening mojstrstva. Torej, iz nauka sem povzel spet malo oblike pravljice, da se laže naslika stvari. Kako te zadeve so? Torej, mi smo sebstva, ki smo večno v nebesih pri očetu. Ko se odločimo, da gremo v čas in prostor, v vesolje, v svetlobo, v evolucijo, kreacijo, se torej sebstvo preko individualizacije obleče v dušo. In ko hoče duša vstopiti v materialen svet, se preko egota ali srca obleče v osebnost, ki je zgrajena iz uma, duha in telesa. Torej spet te 3 fokusi, te 3 pozornosti na vseh 3 nivojih. In torej, pa imamo s tem egotom. Ego velja za hudiča pri religijah, ampak ego pravzaprav je samo organ, ki usmerja fokus preko tega uma, duha in telesa. On je torej, Saint Germain, vodnik nove dobe, pravi celo, da ego mora biti čim večji. Zato, ker v bistvu ego je filter in večji, kot je, lažje torej duša posega dole kot osebnost in jo vodi. Problem samo nastane, če se mi z egotami istovetimo. To je pa torej pekel na zemlji.
če se mi istovetimo s svojim sebstvom, pa živiš nebesa na zemlji, ne. Tako, evo, in zdaj vidimo torej Lucifer, ne, če bi on že takrat vedel, kadar je zasoliral, da je pravzaprav Bog tisti, ki skozi njega ki solira, ali pa njegovo sebstvo, ne, bi ostal v grejsu, v milosti. Ker pa se je istovetil s svojim egotom, je pač padel in šel čez vso kalvarijo na zemlji. Zdaj Lucifer se je vrnil v nebesa nazaj, nas prosi, naj nazaj sprejmemo očetovo ljubezen in naj končamo projecirati nanj svoje zlo, ker on v bistvu ni nič krivega zagrešil, ne, on je čisto naraven bil. Da ne odmaknemo torej projekcije na njem, da lahko postane kdor je, ne, torej prinašalec luči. Ja. Drži matrica dualnosti, pa drži samo še za tiste, ki ima potrebo po plesu s hudičem. Evo, zdaj torej ego pa ima torej 10, torej tukaj po teh telesih je 10 teles, podrobneje rečeno. Ko ta telesa uporabljaš, ampak si jih več ne lastiš, postaneš mojster. Lahko prideš in greš po svoji volji. Dva najmočnejša telesa ali pa, če hočemo, tipke egota ali pa orodja, ne, na katere ego igra in upravlja življenje, ne, kot en politik, papež, ne, bla, bla, ne, sta modrost in znanje. Na teh dveh pozornostih oziroma telesih, teh dveh teles je najtežje ločiti oziroma se odvezati, ker dajo največje spone življenja na dušo, na srce. Najbolj ponos pumpasta. Zato reče pač, znanje torej je, znanje ustvarja svet, ampak je oboje iluzija, in znanje in svet. Modrost je vedeti, da je znanje uporabiti, oziroma je že uporabljeno znanje. Torej, znanje je informacija ali osebnost, oblika, ne. Modrost je duša. Torej, zato reče Maitreja, ne, učitelj, vi niste modrost, vi niste znanje. Vi ste tisti, ki ste. Vi ste jaz, jaz sem vi, mi smo eno. Potem imamo, ja, vsi smo eno, ne, torej smo srca, smo ljubezen, to je tisto, kar smo, ne. Pa imamo pa še 3 duhovne, a bo tu preveč zdaj že, ne, to je. Ura je že, zdaj imaš še miren, ja, mogoče ohraniš še kaj za kasneje. Ja, Kako želiš. Še ti to utrujen? Jaz sem že v štartu. Ja. Ja, tle pol se iz tega glavno tudi razvije ta uprava ekosistema, pol molitev od učitelja, ki je dal, ne, za novo dobo, ne, kakor je dal Kristus prej, ne, zdaj je spet na novo dana nova molitev in je v bistvu 7 verzov in pravzaprav lahko vidimo, da so ti verzi sestopanja zavesti, prizemljitev zavesti, ne, in tako naprej. Ja, ne vem, ne vem, kaj vi čutite zdaj, ali bo malo preveč tega. Reči, zaključil sem, ali pa reči, imam še kaj zapovedati, pa potem ti to zaključiš, greš, ali pa še poveš. Potem ima pa miran naprej, tako da se odloči. Ker si ti voditelj svoje ure. Bomo drugič nadaljevali s temi zadevami. To bo je nek uvod, recimo, zdaj v nove poglavja.